obstaja nekaj pravil, ki so pomembna za to, da lahko z našim vozilom privarčujemo. Je pa seveda res, da najprej si moramo odgovoriti na osnovno vprašanje, ali bomo vozili varno, kajti če bomo vozili varno, potem lahko vozimo tudi varčno. Namreč eno brez drugega pač ni mogoče. Najprej se seveda dobro, če se zavemo, kje naše vozilo porablja daleč največ goriva, to je pri speljevanju, se pravi takrat, ko vozilo premaknemo iz mesta in speljemo, takrat vozilo porabi daleč največ goriva, se pravi prve prestave porabljajo daleč največ goriva, kljub temu, da je hitrost relativno nizka. Vendar pa je sprememba energije, ki jo moramo takrat pač premagati, visoka, zaradi tega pač je poraba višja. Kadar speljujete z minimalnimi vrtljaji, morda celo v prostem teku ali z malenkostnimi vrtljaji, tam nekje do 1100-1200 največ. Ko vozilo premaknete za približno dolžino, že prestavimo v drugo prestavo. Torej čim prej v drugo prestavo, kajti prva prestava porablja največ energije. V drugi prestavi boste težko še stisnili plin do konca, zaradi tega, ker vam bodo vrtljaji prehitro ušli, ampak nekje pri 2000 vrtljajih damo v tretjo prestavo. Potem pa brez težav plin pritisnete do konca, vkolikor je seveda to mogoče, vkolikor vam to dopuščajo razmere na cesti, in potem vedno prestavljate pri 2000 vrtljajev. Torej nikdar več, vedno nekje pri 2000, ne glede na to, ali vozite vozilo, ki ga poganja bencinski ali dizelski motor. Torej v obeh primerih enaka tehnika vožnje. Ko enkrat neko hitrost dosežete, potem poskušajte čim hitreje vključiti ali tempomat ali limitator, torej razlika, če vozimo v naselju, vedno uporabljamo limitator, zato da lahko hitrost tudi pada. Kadar vozite na odprtih cestah, regionalnih cestah, avtocestah, obvoznicah, tempomat, zato da vzdržujemo neko hitrost, katero pač vozimo. Kaj lahko še storimo? Ogromno se da storiti s tako imenovanim predvidevanjem, torej da opazujemo situacijo, ki je na cesti daleč pred sabo. Le na ta način bomo dosegli to, da bomo lahko zavirali z motorjem. Takrat, ko pa bomo zavirali z motorjem, bo naša poraba goriva nič. In to je naša težnja, s čimer težimo. Na eni strani seveda pospešujemo, na drugi zaviramo z motorjem in največ ali najboljše, najbolj varčno se peljemo takrat, ko piše 0,0 na armaturni plošči avtomobila. In to dejansko je, kajti pri sodobnih avtomobilih računalnik nadzira vbrizg goriva, zato imamo takrat dejansko porabo 0,0 in k temu moramo težiti. Zakaj tako, bom rekel, priporočamo uporabo tempomata ali pa limitatorja? Iz preprostega razloga, zaradi tega, ker je uporaba te tehnologije bistveno boljša kot pa uporaba noge, kajti noga ne more biti nikoli tako pri miru na plinu, kot je lahko to nadzira elektronika. In bolj, ko se bomo igrali z plinom gor-dol, večja bo naša poraba. Dobro je tudi se zavedati, na katerih odsekih ceste sploh lahko kaj privarčujemo. Že prej smo omenili, da največ privarčujemo pri speljevanju. Mnogi so prepričani, da lahko privarčujejo pri vožnji v hrib. Žal se tam ne da privarčevati, ker če boste vaše vozilo spravili na vrh hriba, boste za to rabili toliko energije, ki jo boste dobili z goriva, torej bo poraba takšna in takšna, lahko privarčujete malo na času, kaj drugega pa ne. Tam, kjer lahko varčujemo, je ponavadi vožnja navzdol, kjer je pač treba izbrati pravilni način vožnje, ali bomo vozili v prestavi ali pa bomo jadrali. V čem se te dve stvari razlikujeta? Čisto enostavno povedano, če je naklon dovolj velik, da kljub temu, da imamo avto v prestavi, ohranjamo neko hitrost, potem je to v redu, takrat je tudi poraba 0,0. Velikokrat se pa zgodi, da se ljudje peljejo navzdol in potem namesto, da bi prestavili v prosti tek ali višjo prestavo, enostavno pritisnejo plin. Se pravi, navzdol pospešujejo, kar ni nobene logike, kajti navzdol nas gravitacijska sila dosti pospešuje, da lahko ohranjamo neko hitrost ali pa jo celo pridobivamo. Primer, če nam situacija dopušča, se peljemo po strmini navzdol, na koncu se nam ta strmina izteka v ravnino in zdaj, če bomo peljali po prostem teku, bo avto začel pospeševati na neko hitrost in bomo potem v ravnini samo dali v primerno prestavo, tisto hitrost ohranjali naprej in tako minimalno porabili. Če bomo pa dol skozi zavirali s porabo 0,0, bomo pa prišli v tisto ravnino, po domače povedano, z neko hitrostjo 60 km/h, potem boste mogli pa pospešiti na 90 km/h. Torej ste tisto, kar ste tam prevrčevali, že nekje drugje potem vrti praktično stran.
Jadranje je tako imenovana vožnja v prostem teku. Včasih je veljalo, da nikdar ne vozimo v prostem teku, ker naj bi to bilo nevarno, ampak vsi tisti, ki se ukvarjate z varno vožnjo, veste, da v vsaki kritični situaciji stisnemo sklopko. Torej, vožnja v prostem teku ni nič drugega, kot če bi vozil stisnjeno sklopko, vendar tega v praksi ne počnemo zaradi tega, ker po nepotrebnem obremenjujemo ležaj sklopke. Zato vedno prestavimo v prosti tek in vozimo v prostem teku. Sodobni avtomobili imajo tudi možnost, da lahko izbirate, na kakšen način vožnje boste vozili, se pravi, kakšen slog vožnje, bo to normalen slog, bo to dinamičen slog, bo to nekaj svojega ali pa bo eko slog. Sploh pri avtomobilih, ki so opremljeni z avtomatskim menjalnikom, boste hitro spoznali, da v eko načinu vožnje za vsako spustimo plin, avtomobil vrže v prosti tek. Na ta način poskuša izkoriščati kinetično energijo gibajočega se avtomobila, da bomo s to energijo prišli čim dlje. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna, dostikrat tudi opažate, da imate v sodobnih vozilih tako imenovano funkcijo start-stop. Kdaj je to dobro uporabljati, pa kdaj ne, predvsem takrat, ko so postanki daljši. Pri nekaterih vozilih je tudi tako, da mora vozilo določiti oziroma doseči določene parametre, kot je motor ogret na delovno temperaturo, pa dosežena temperatura v notranjosti kabine, kakor pač voznik nastavi in šele potem ta funkcija deluje. Pri nekaterih je pa tako, da deluje že kar od začetka, se pravi, tudi če avto ni ogret, se vedno ustavlja, bolj kot je hladen motor, več porabimo za zagon, tako da nekje pri postankih, ki so daljši od 20 sekund, bi se ta funkcija že izplačala. Velikokrat vidimo, ljudje vozijo prtljažnike, bodisi da so to nosilci za smuči ali kovčki, so potem kar celo sezono gor na avtomobilu, in ta kovček porablja bistveno več energije, kajti zračni upor na vrhu avtomobila je pač največji tam, ker damo mi ravno ta prtljažnik. Enako velja za nosilca za kolesa. Če pač ne rabimo, če ne prevažamo koles, potem dajmo te nosilce dol, kajti vsak nosilec, torej vsaka prepreka povečuje zračni upor in posledično povečuje porabo goriva. Enako velja tudi pri stvarih, ki jih ne uporabljamo, dajmo jih ven z avtomobila, zato da ne prevažamo, še polovico stvari, ki jih sploh ne potrebujemo v avtu, ves čas z nami okrog. Naslednja stvar, pri kateri lahko privarčujemo, je, kako si bomo izbrali nek način vožnje. Ali bomo šli nekam v neki največji konici, ker vemo, da se bomo po polžje pomikali, ali si bomo izbrali neko uro, pa bomo poskušali nek del poti prevoziti čim bolj enakomerno, torej da se ne bomo kar naprej ustavljali, da ne bomo kar naprej pospeševali in tudi na ta način boste nekaj prihranili pri gorivu. Najbolj pomembno pa je, da se zavedate, da pritisk na plin pač povečuje porabo goriva, zato vozite preudarno, mirno, in pa predvsem opazujte situacijo pred sabo in vozite s povečano varnostno razdaljo. Če rečemo, da rabimo za zakonsko 2 sekundi, potem, kadar vozimo ekološko, vozimo na 4 sekunde.